Če pogledamo samo statistiko, je Slovenija dežela samskih ljudi. Samski naj bi bil kar vsak drugi Slovenec. Ali ob tem samski stan še vedno velja za nekaj čudaškega? Odgovori na to so v resnici različni. Pripovedujejo tudi ljudje, ki so se zavestno odločili, da bodo samski. Da pa so vedno pomembnejša skupina, kaže tudi zanimanje trga. Samski so namreč očitno dobri potrošniki. Preverili smo tudi, v kateri regiji pri nas je največ samskih ljudi in zakaj. Jana Kobal. Če je kultni samski junakini 90-ih Bridget Jones, kljub temu, da ne živi slabo, še vedno glavni cilj v življenju poroka, je danes vedno pogostejše vprašanje, ali se ljudje za samski stan odločajo zavestno. Najprej nekaj presenetljive statistike. Skoraj vsak tretji na tej ali katerikoli naključno izbrani ulici v Sloveniji je samski. Ko prištejemo še vdovele in razvezane, ki jih statistika vodi posebej, je samske pol države. Samsko zame pomeni biti neodvisna, imeti neko svobodo, da ne rabim nikomor polagati računov. Ste srečni kot samski? Ja, trenutno ja, zelo. Samskost pač ne pomeni, da si ti sam, se pa tudi imaš razmerja. Pač za mene samskost pomeni, da pač ne greš z vezo, ne? Družina, oče, mama in otroci je zelo pomembna v naši družbi, tudi zato, da smo sprejeti. Še vedno je živ stereotip, da so samski osamljeni, nesrečni, ker nimajo družine in potomcev. Iztok Šori, doktor socioloških znanosti, je raziskoval, kdo so in kako živijo samski. Tu lahko rečem, da je relativno majhen delež samskih zadovoljen s tem, da so samski in pravijo, da tudi ne iščejo partnerja. To je približno 10% v mojem vzorcu. Večina ljudi v Sloveniji si želi partnerske zveze. Danes je najti partnerja lažje kot kdajkoli prej. Obstajajo zmenki za samske, večerje, potovanja, plesi in spletni portali. Tole je statistika največjega spoznavnega portala za samske v Sloveniji onon.com. 160 tisoč uporabnikov imajo, 70 tisoč je mesečno aktivnih. Božo in Nataša sta se našla prav tu. Božo pravi, da je bil kot samski nekaj časa povsem srečen. Počutil sem se svobodnega, prostega, lahko sem delal, kar sem hotel, kadar sem hotel. Ampak potem pa, ne vem, pride trenutek v življenju, ko se pa zamisliš, da si vsako leto starejši in da manjka neka človeška toplina, ne vem, nežen objem, ne vem, poljub ali pa kaj takega. Sploh pa večeri in pa zime so bile precej dolge in samotne. Težko bi bila celo življenje sama, prizna tudi Nataša. Po razvezi so jo prijatelji spodbujali, naj si najde koga. Jaz sem imela bolj težave sama s sabo, da sem šla prvič recimo v nek kafič na kavo sama, da sem šla v slaščičarno na tortico. Že leto in pol sta zdaj Nataša in Božo nerazdružljiva. Našla sta skupne interese in hobije. Nisem si pa predstavljala, da bom kdaj tako srečna, to je pa res. Sicer pa je verjetno eden od vzrokov za samskost tudi ta, da ljudje niso več pripravljeni sklepati kompromisov in iti v zvezo za vsako ceno. Mirna ima 27 let, samska je zadnja 3. Jaz sem zelo družaben človek, tako da se dosti družim. Ja, imam prijateljice in prijatelje in moram reči, da ogromno dobim te bližine, ki jo v bistvu človek išče v razmerju od prijateljev in prijateljic. Finančno ste pa samostojni? Ja, ne rabim jaz nobenega, da bo skrbel za mene. Če je bila včasih najboljši potrošnik družina z otroki, naj bi zdaj to bili samski. To je zelo zanimivo. Zdaj z tega kapitalističnega, ekonomskega vidika res nekateri pravijo, da je moderna doba pač doba samskih. Samski imajo uspešne kariere, dobro zaslužijo in imajo poseben življenjski slog. Za Slovenijo podatkov sicer ni, tile so za Ameriko. Samski porabijo 38% več pridelkov, 42% več embalaže, 55% več elektrike na posameznika, kot jo porabijo na osebo v 4-članskem gospodinjstvu. Ljudi je smotrno prepričevati, da živijo samski. Tudi ločitve so dobre za potrošnjo. Prav ločitev pa je v Sloveniji več bolj po občutku kot zares.
Povprečno trajanje zakonske zveze razvezi je približno stabilno, recimo tam med 12 in 14 let, tako da se tudi ločujemo oziroma ločujejo starejši. Ženske so stare med 42 in 43 let, moški okrog 45. Mnogi pa poblagovljenje človeka očitajo tudi spletnim portalom. Sem imel nekaj slabih izkušenj, ne? Na portalu, pač na katere so mislili, da sem direktor, na katere so mislili, da bom hišna pomočnica. Bila je pač celo ena, no, bom po pravici povedal, bi imela pa to vse v enem paketu, ne? Ljudje imajo vedno manj časa za druženje. Poglejte na primer samsko mamo 2 otrok, pripoveduje Luka Kogovšek, soustanovitelj portala Ona On. Ko zvečer zaspita, se lahko usede le še za računalnik. Je pa res, da ko si enkrat tam noter vpisan, je pa tam tisoče in tisoče kandidatov. Ne? In ta moment pa je podoben sprehajanju po trgovini. Ne? Ampak seveda vemo, da tudi v preteklosti so se zveze sklepale iz najrazličnejših motivov, na najrazličnejše načine, da smo imeli ženitne posredovalce, da se je tudi vedno natančno vedlo, kakšna je vrednost recimo hčere iz te kmetije in kakšna iz druge ali pa sina. Lani je začel delovati tudi poseben spletni portal za samske katolike. Katstik je del mednarodne mreže, v katero spada 11 držav. To je portal za katoličane, samske, ki si želijo cerkvene poroke in ki so zmožni cerkvene poroke. Torej tisti, ki so že prej bili cerkveno poročeni, tukaj se pravi ni za njih možnosti. Punce je bilo v začetku malo strah, kako bo se to odvijali, ti pogovori, spletna stran, kdo bo na drugi strani, ali se bo pretvarjal ali ne. Ko so pa videli od svojih kolegic, prijateljic, da je to čisto lepo in normalno poteka komunikacija, so se tudi one opogumile in se prijavile. Pa je res danes samskih bistveno več kot včasih. Res samski postajajo družben problem. Zdi se mi, da je to bolj neka taka politična fama, s katero se pa potem spet utrjuje ta večvrednost, bom rekel, družine. Čeprav poroka izgublja svoj značaj, ljudje živimo v najrazličnejših skupnostih. Formalno samskih je po statistiki največ v Podravju in na Koroškem, okrog 43%. Zato obstajajo zgodovinski razlogi. V 19. stoletju je v tem delu današnje Slovenije veljal zakon, ki je osebam brez premoženja določal, da morajo za poroko pridobiti posebno dovoljenje občine. In potem se je to nekako vneslo v neke družbene norme, da pač ni treba biti poročen za imeti družino. Tako je ostalo še danes. Prav na Koroškem po statistiki največ ljudi živi v zunajzakonski skupnosti. Na Koroškem se je leta 2014 zunaj zakonske zveze rodilo skoraj 70% otrok, podobno tudi v Podravju. Povprečje za Slovenijo pa je približno 58%. Zakaj so ljudje samski? 33-letna Tina Selinšek-Burnik je Slovenka, ki se je lani preselila na Norveško. Samska je že 12 let. Njeno življenje je trenutno posvečeno službi in študiju, prizna pa. Fino bi bilo imeti nekoga za recimo temu emocionalno podporo, da skupaj počenjaš aktivnosti, greš na počitnice skupaj, takšne stvari seveda, ampak ni časa. Jaz imam sicer hčero tudi že, ko da je to mečkam drugače, nisem pod pritiskom imeti prvega otroka. A ni vedno lahko biti samski. Meni se zdi, da je to tudi v bistvu ena pogumna odločitev, da si samski in marsikaj prestaneš in mislim, da te to dosti bolj močnega naredi. Samski pravzaprav se najbolj ubadajo za to diskriminacijo, ki se dogaja v njihovih zasebnih življenjih, da torej prihaja iz ljudi, ki so jim blizu. Ko je posameznik star 30 pa malo več let, vem, kaj se dogaja, ko mu mamica in očka reče, da poslušaj sina, bo kaj vnučkov, ne? Kaj je zdaj to, ne? Pa vsi vrstniki neki poročeni pa porivajo vozičke. Dejansko se začneš počutiti čuden, ne? Tine na Norveškem tega sicer nihče ne sprašuje, na videz nedolžna vljudnostna vprašanja, pa tudi ona še vedno dobiva od doma. A si spoznala nekoga tam, kako gre, a kje kaže na, ne vem, da se boš ustalila. Imam 2 cimri, s katerimi se ogromno družimo, počnemo aktivnosti skupaj, tako da se nekako zapolni ta osamljenost, recimo. Samskost za večino pomeni prehodno obdobje, dokler ne spoznajo pravega, še ugotavlja v svoji raziskavi šoli. Tudi ko ga spoznajo, pa bi mnogi še vedno radi živeli ločeno. Taka zveza pač zagotavlja več neke osebne
avtonomije in svobode, hkrati pa še vedno recimo tudi intimnost in seksualnost. Ampak to je tudi nek predlog, ki si ga ljudje težko ali pa si ga ne upajo izreči, ker to, da bivaš v skupnem gospodinjstvu, je pri nas eden od dokazov ljubezni. Svobodno spolno življenje za samske v Sloveniji nima velikega pomena. Ena od nemških raziskav je pokazala, da ima 30-letni samski moški manj spolnega življenja kot na primer 60-letna poročena ženska. In še sporočila, ki jih samskim pošilja izredno konzervativno slovensko okolje. Spomnimo, referendum za pravico samskih žensk do umetne oploditve, pa predlogi za davek na samskost. Vsa ta sporočila nam dajo nekako vedeti, da je z samskostjo nekaj narobe. In seveda potem to vpliva tudi na samske, da razmišljajo, ali je z mano kaj narobe, je z mano kaj narobe. Film Jastok se dogaja v svetu, v katerem nihče ne sme biti samski. Kdor je, ga pošljajo v kafkovski hotel, v katerem ima 45 dni časa, da si najde partnerja. Sicer ga prelevijo v žival, ki si jo, to pa res, lahko izbere sam. Have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone? Yes, a lobster. Še končajmo s statistiko. V bistvu ni zares vsak drugi v Sloveniji samski. Ljudje živimo v različnih skupnostih, v različnih odnosih, družina tudi pri nas ni več le ata, mama, sin in hči. In s tem ni prav nič narobe.